Živijo, lepo pozdravljeni v tematsko obarvani športni oddaji meseca maja. Tokrat so športna tema meseca gorski teki. Ta ekstremna športna panoga predstavlja nekakšen beg športnikov iz utesnjenih stadionov in igrišč v najčistejši del narave. To je neokrnjen hriboviti svet. Naša občina beleži bogato tradicijo gorskih tekov, tako na področju organizacije največjih tekem kot tekmovalnih dosežkov. Ja, tudi prva kolajna iz svetovnih prvenstev je shranjena v naši občini. Tole v moji desnici sta prvi posamični gorsko-tekaški medalji za samostojno Slovenijo. Prvo srebro je bilo osvojeno leta 1998 na francoskem otoku Reunion v Indijskem oceanu, drugo pa leto dni kasneje na malezijskem Borneu. In še danes, po skoraj 16 letih živih spominov, sem ponosna, da sta medalji shranjeni v moji domači vitrini. Tomo Šarf je alfa in omega slovenskega gorskega teka in član Svetovne komisije za gorske teke. No, zdaj zadnjih 15 let Slovenci lahko uspešno konkurirajo tujcem na največjih, se pravi evropskih tekmovanjih in pa na svetovnih. Zakaj? Kaj je temu tako? Ne vem, imamo v Sloveniji take danosti, pogoje za trening ali se končno obrestuje tisto sistematično delo? Sigurno so te rezultati, ki jih dosegamo zadnjih 15 let, če rečemo, da je začetek tega obdobja bil leta 98-99, ki se verjetno tudi spomniš Reunion in Borneo. Takrat smo začeli to serijo medalj in praktično jo nismo prekinuli vse do zdaj. Od leta 1999 naprej pa do letos praktično ni sezone, ko ne bi se vrnili z velikih tekem, se pravi Evropska svetovna prvenstva z medaljami. Sigurno je pa to produkt sistemskega dela, ta pokal Slovenije, ki smo ga začeli leta 1993, pač rojeva sadove. Je pa v zadnja leta opaziti trend upadanja, zanimanja za te stvari med mladino. Vidimo, da starejši dečki, deklice jih je nastopilo to, kot ima pošten mizar prstov na roki, kar je mogoče malo boleče, ampak vemo, da danes otroci težko jih spraviš v šport, ki je povezan z dolgoletnim delom, garaškim delom. Ne. Veljajo gorski tek za enakovredno panogo v atletiki? Odgovor je relativno kompleksna zadeva. Ne. Vemo, da cel svet v prvo kategorijo športov vrča olimpijske športe. To je dejstvo, vendar vemo, da je tudi v olimpijskih športih cel kup športov, ki so zelo omejeno razširjeni po svetu. Ne. Ena taka zadeva, ki jo vedno omenjam, je karling, recimo. Ne. Koliko ljudi se ukvarja s karlingom na svetu, razen par angleških ali pa škotskih, pa skandinavskih držav, pa Kanade, recimo, ne. Vse ostalo pa nič ne o tem. Ne. Je pa v Kanadi milijon registriranih tekmovalcev karlinga, milijon v Kanadi. Tako da stvari so zelo specifične, gorski teki pa kot neolimpijska atletska disciplina, jasno, bom rekel, v drugem planu atletske zveze, vendar moram reči, da smo se mi kot Slovenci izborili v teh 2 desetletjih zelo močno pozicijo v atletski zvezi in nas atletska zveza relativno resno jemlje kot skoraj enakovreden del atletike. Kar nekaj gorsko-tekaških preizkušenj je vsako leto organiziranih tudi v naši občini. Tek na Šmarno goro, na primer, pa rekord Šmarne gore, Katarinski tek, tek na Grmado, državno prvenstvo za osnovne in srednje šole v Smledniku ter tek na Osovnik. Ravno ta je minule nedeljo tudi uradno naznanil odprtje tekmovalne sezone. Tek na Osovnik ali gorsko-tekaška stalnica. Kot že nekaj zadnjih let je tudi 23. izvedba štela kot otvoritvena pokalna tekma in državno prvenstvo za veteranske kategorije. Klub organizatorjev iz Godešiča, Športno društvo Kondor, vsako leto na štart privabi okoli 200 tekačic in tekačev in tudi letos je bilo podobno. Največ pozornosti je seveda vzbujala najdaljša proga. Mladinci, člani in veterani so morali v slabih 5 kilometrih premagati dobrih 500 metrov višinske razlike, pri čemer je nezanemarljiv podatek, da se je potrebno tik pred ciljem spopasti še z najdaljšim in najstrmejšim vzponom. Pravo tekmovalno vzdušje je bilo čutiti že dobro uro pred napovedanim štartom, ko se je bilo potrebno pred garaško preizkušnjo pošteno ogreti. Medtem so bile na štartu najkrajše proge pri domačiji Rožnik, na pok štartne pištole že skoncentrirane mlajše kategorije deklic in dečkov. Člani kamniškega kluba gorskih tekačev Papež so v mlajših kategorijah popolnoma obvladali konkurenco.
6 dolžinskimi in 100 višinskimi metri je najhitreje opravil 10-letni Aleš Prelovšek. Ja, malo je bilo tudi težko. Tista prvi klanc se je ena punca preveč zagnala, potem sem jo na travi mogel prešteti, ker je že takoj omagala. Pa sem pa probal obdržati to prvo mesto in sem zmagal potem. Zakaj pa gorski teki, zakaj so ti všeč? Ker so zabavni, pa tudi spoznaš nove tekmece. No, vemo, da danes tvoj bratec praznuje obhajilo. Zakaj si se odločil, da namesto prisustvuješ temu dogodku, se udeležiš raje teka? Zato, ker mu hočem za darilo prinesti eno mesto od sebe. Se pravi, ta medalja bo zanj ali zate? Za oba. Trening 2-krat tedensko v Kamniku in okolici se je obrestoval tudi njegovi klubski kolegici Maši. Zmaga 9-letnice med mlajšimi deklicami. V bistvu mi zelo pomeni, ne vem. Pa je bilo težko? Si vodila od štarta do cilja? Ne, v bistvu ja, z deklice sem, drugače pa ne, pa mi je bilo kar težko, ja. Med starejšimi deklicami in dečki sta s 300 metri višinske razlike najhitreje opravila Tine Hren in Katja Podobnik. Med našimi vrstniki pa Ana Milovič in Rok Sušnik. Sem se kar potrudil, drugače pa imam veliko treningov, naredijo treningi svoje. Kakšni treningi so zdaj najbolj primerni za gorske tekače? Veliko šprintov, pa klancov, tako. Gorsko-tekaški podmladek, 50 jih je minulo nedeljo priteklo do cerkve na 858 metrov visokem vrhu, zadnja leta stagnira. Garaška športna disciplina zahteva dolgoleten trenažni proces in tisto, česar današnji mladini po večini primanjkuje – potrpežljivosti. Vračamo se nazaj na glavno preizkušnjo. Najdaljša proga s spoštljivimi 500 metri višinske razlike in zahtevno konfiguracijo je precej trd oreh tudi za izkušene gorske tekače. Na začetni ravnini je potrebno premišljeno razporediti moči, na ciljni strmini iztisniti še zadnje atome moči. Moška rekordna znamka v lasti Mitje Kosovelja ni bila ogrožena že 7 let, enako ženska, ki si jo lasti njegova sestra Mateja. Prva znaša spoštljivih 24,08, druga 28,23. Izjemno vzdušje v progi vsako leto ustvarijo obiskovalci z glasnim navijanjem. Vzpodbuda na ciljni ravnini je za izmučene tekače še kako dobrodošla. Dober čas je postavil Alex Simon, 25:06. Bravo! Zmaga brez kakršnih koli težav, torej za tekaškega veterana, 43-letnega Simona Aliča. Pač po ravnini je kar letel, ki je šel en malo šprintu naprej, ampak pol sem malo popustil na začetku, da sem se malo spočil v bistvu za klanc in pol sem šel pač svoj tempo gor, čisto po svoje. Vsestranski tekač iz Poljanske doline, ki je v slovenskem prostoru poznan po redni udeležbi na tekaških in kolesarskih tekmah, rekorda proge ni ogrozil. A vseeno njegov čas 25:05 bo šel v anale kot absolutno najhitrejši čas 23. teka na Osovnik. Vlažno vreme, kako se to prizna pri samem teku? Ja, težje je dihati, mislim, težje je in pol je pač počasnejši tek s tem, tako da če bi bilo bolj hladno, bi bilo boljše. 19-letnemu Joštu je prehod iz mladinske v člansko kategorijo odlično uspel. Drugo mesto v absolutni razvrstitvi in zmaga med člani, pri čemer ni zanemarljiv podatek, da nekdanji orientacijski tekač v gorskih tekih tekmuje komaj zadnji 2 leti. No, Još, tole je bila danes v bistvu premierna tekma v članski kategoriji in takoj drugo mesto, si zadovoljen? Ja, seveda sem zadovoljen. Sploh nisem pričakoval. Sem šel brez pritiska na tekmo, po mojem je to pomagalo. In kakšna je bila tvoja taktika zdaj? Rekel sem, da na ravnini ne smem pretiravati, ker je veliko ravnine na začetku, potem pa zmerno v klanec in pospušujem proti koncu. Drugo mesto med člani si je tokrat pritekal Peter Lamovec, kot tretji je ciljno črto prečkal Anže Božič. Tudi v ženski konkurenci presenečenj ni bilo. Smučarska tekačica Leja Einfal dostojne tekmice na štartu niti ni imela, tako je sicer povprečen čas 30:23 zadostoval za zmago. Je tako, kot vsako leto, po ravnini začnem laufati, način gledam nazaj.
glavo dol pa do vrha laufam, to je to, pa pol ure mimo. No, vemo, da smučarji tekači imate trenutno mrtvo sezono, v narekovajih seveda, kar pomeni, da se pripravljate na novo s počasnimi treningi. Je to del treninga ali mogoče kakšen drug razlog, da se še udeležuješ tekem? Ja, ne vem, ta osovnik mi je tako všeč, čeprav včasih zaradi začetnega dela po asfaltu ne toliko, da sem mi pa kar prikupil. Pa blizu je mogoče ena taka motivacijska tekma na začetku sezone. Z več kot 2-minutno prednostjo med starejšimi veterankami je slavila lanska veteranska podprvakinja iz Velenja. In zdaj, kakšen je recept za vaše odlične teke? Je to sam trening, zdrav način življenja, talent? Način življenja, hrana, veliko zelenjave, sadja, mislim, tudi malo mesa. 5krat na dan pomalo jesti, zvečer sem kaj lahkega, drugače pa vsak dan grem pomalo. Koliko približno traja vaš trening? Vsak dan po urco 10, to je 10-15 km vsak dan. 52-letni Franci Teraš iz Mojstrane velja za legendo slovenskega gorskega teka. V 33-letni tekaški karieri si lasti 9 državnih naslovov in še 2-krat večje število reprezentančnih nastopov. Včeraj odličen tek na ljubljanskih trojkah, danes nova zmaga med starejšimi veterani tukaj na Osovniku. Kakšen je recept za tako ekstremno kondicijo? Ja, samo trening breg, ne. Če treniraš v breg, ko je treba, pa pripravljam se za tisti 24 ur teka na Trilov, treniram že 3 tedne samo breg, tako da sem zadovoljen, tečem lahko, čim bolj strmuje, bolj tečem, ne. To kot v starih časih, ko sem bil navajen na to, ne. Vajen pa je tudi občudovanje strani njegovih, v narekovaju sedečih vrstnikov. Rezultati, ki jih dosega po težki bolezni izpred 2 let, so vse prej kot tipični kazalci psihofizičnih sposobnosti njegove generacije. Način življenja, prehrana, bil sem bolan, zelo težko bolan, to sem dal skozi, prehrana največ in način treninga. Tisti trening, ki sem včasih delal pred 25 leti, ponavljam in po tem postopku se mi obrestuje. Tako da sem nezadovoljen, skoraj tečem tako kot pri 25-30 letih. Še pred podelitvijo zasluženih priznanj, ta je potekala na nogometnem igrišču na Godešiču, je pozitivno oceno tekmovanju pripisal dolgoletni organizator Jože Hafner. Ja, po dolgem času smo imeli tle brez dežja, dol je sicer malo šlo, tle pa vidim, da ni bilo nič, tako da je uspel, ja. Jaz mislim, da se malo tekače, število se spet povečuje. Uvedli smo par novosti, kot je predprijave, potem smo imeli ščipi, smo merili od spodaj, tako da se malo razvijamo. No. Jaz upam, da je šlo še cajt naprej. Kaj pa sodelovanje lokalne skupnosti, lahko rečemo, da še ima posluh občina za tovrstne prireditve? Ne, to pa moramo pohvaliti občino kot tudi enega od sponzorjev, potem je uvrščen tale tek v eno od prireditev, ki je za Škofjo Loko pomembna, tako da se nam, moram reči, da nam gre zelo na roko in da v tem primeru moramo in občino in krajevno skupnost pohvaliti, da se zdaj dobro sodelovanje. Druga pokalna tekma gorskih tekačev je na sporedu 24. maja v Domžalah. Tek po Križem Tavru bo štel za državno prvenstvo v disciplini gor-dol in izbirno tekmo za evropsko prvenstvo. Evo, še enkrat pozdrav iz moje strani, zaključimo pa z novo epizodo Vadim doma. Kaj nam je tokrat pripravila Eufemija Štorga? Pojdimo si pogledati v telovadnico, kjer nas že čaka. Živijo, Efi. Živijo. Kaj si nam pripravlja tokrat? Tokrat bomo obdelali vaje za ramena, ramenske obroče, prsne mišice ter roke. Super. Kar začneva? Lahko začneva. Prva vaja, ki bi jo rada pokazala, so skleci. To lahko vsakdo doma dela in izvaja. Tokrat bomo pokazali sklece v večjih oblikah. Prva skleca je za tiste, ki so malo manj pripravljeni, za začetnike na kolenih. Postavitev rok je malenkost širša, kakor je širina ramen, trup je poravnan, skleca pokrčimo v komolce, trup držimo raven, trebuh je noter in se dvignemo gor in dol. Potem naslednja vaja je lahko skleca, taka kot jo vsi poznamo, se pravi dvignemo kolena od tal, še vedno trup držimo zelo poravnan in se zopet spustimo v skleco in se dvignemo. Rada bi povedala to, da bolj ko odmikamo noge od težišča, težja je izvedba vaje. Naslednja vaja, ki bi jo rada pokazala, je spet skleca, ampak v drugi obliki in sicer čez palico. Gremo z roko čez, naredimo skleco za palico, z rokami
pred palico, zopet skleca in tako naprej. Najtežja oblika sklec za prsa in ramenski obroč pa je tale, in sicer vajo izvajamo v opori, roke in noge, dvignemo nekam, lahko doma kakšno posteljo uporabite ali pa kakšen stol, spet trup poravnamo, noge so v širini bokov, roke so širše kakor širina ramen, trup je raven in se spustimo do ravnega položaja in se dvignemo gor. Matej, boš probal? Poskusil? Kaj? Kličejo me taki. Ja. Naslednja oblika sklece je diamantna skleca, tako je pravijo, to je vaja za prsne mišice. Pri tem moramo obrniti dlani prste takole navznoter, komolci grejo navzven. Ja? Se spustimo do tal, se dvignemo gor. In delamo. Spet pazimo, da je trup poravnan, hrbet napet, trebuh noter. Naslednja oblika sklece je skleca za triceps. Pri tej postavitvi pazimo, da so roke pod rameni, se pravi ozka postavitev, komolci grejo nazaj ob telesu, postavitev trupa pa je zopet ravna. Naslednja oblika te vaje je lahko skleca za triceps, lahko jo izvajamo v sedečem položaju, s tem, da komolce pokrčimo, noge so pokrčene in stegujemo roke do ravnega položaja. Spet pokrčimo, stegnemo. Naslednja je težja izvedba vaje za triceps, ki jo lahko delamo in izvajamo v opori. Noge stegnemo, roke so zopet v širini ramen za trupom, dlani so obrnjene naravnost naprej, pokrčimo komolce, hrbet ohranjamo raven in se dvignemo spet do ravnega položaja. Zadnjico se probamo približati proti tlom. Najtežja izvedba vaje sklece za triceps pa je v opori z rokami zadaj, dvignjene noge, zopet roke so v širini ramen, trup, trebuh raven in se spustimo, pokrčimo roke proti tlom in zopet se dvignemo do iztegnjenega položaja. Najprej bi rada povedala to, da če ste začetniki in pričenjate s temi sklecami, je pomembno, da naredite toliko sklec, kolikor jih lahko. Če ste pa malo bolj pripravljeni ali ko pridete v formo, pa lahko naredite serije 4x po 15 ponovitev ali pa začnete prvo serijo 30 ponovitev, drugo 20, tretjo 10 in potem zopet 20 in 30 ponovitev, če ste malo bolje pripravljeni, lahko kombinirate in naredite tudi do 100 sklec na en trening. Naslednje vaje, ki jih bova pokazala, bojo vaje z elastiko. Elastiko prepolovimo na polovico, stegnemo roke, roke so stegnjene v višini ramen, hrbet poravnamo, trup je raven, popek stisnemo noter in elastiko vlečemo počasi narazen in skupaj. Elastika mora biti vedno napeta, tako da se vaja izvaja počasi. Pazimo na dihanje, ne zadržujemo sape, dihajmo sproščeno, enakomerno. Naslednja vaja je za ramena in trapecijuse. Roke stegnemo, z eno nogo stopimo na elastiko in roke dvigujemo do ravnega položaja. Spet vaja se počasi izvaja, elastika je vedno napeta. Ko gremo gor, naredimo vdih, dol je v izdih. Naslednja vaja, ki jo bova pokazala, je ta, stopimo na elastiko z obema nogama, se poravnamo. To bo vaja za bicepse, roke krčimo in počasi stegujemo. Zopet pazimo na dihanje, roke probamo imeti čim bolj ob telesu. Dlani morajo pri tej vaji vedno biti obrnjene naravnost. Čutiti moramo pa tale biceps. Potem je naslednja vaja za tricepse. Zopet stojimo na elastiki, kolena rahlo pokrčimo, roke potegnemo rahlo nazaj, trebuh, hrbet raven in roke stegujemo
nazaj. Zopet vajo zelo počasi izvajamo. Pokrčeš v komolcih, tukaj imaš roke takole. Ja, in samo stegneš. Komolci vedno ostanejo na isti točki, a ne? Ja? In fino napnemo tricepse. Serije lahko izvajamo 4 serije ali 5 serij po 15 ali 20 ponovitev. Vaje lahko izvajamo 2-krat do 3-krat tedensko. Evo, Efi, poletje se bliža, naša rubrika pa tudi počasi koncu. Kaj nas še čaka? V naslednji rubriki nas čakajo še vaje za noge in zadnjico. Pridno vadite in se vidimo prihodnji mesec. Se vidimo. V Avstraliji na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane je kanuist na divjih vodah Blaž Cof med posamezniki osvojil 12. mesto. S prebitkom 2 sekund je Pirničanu do finala zmanjkala dobra sekunda. V moštvenih vožnjah je slovenska ekipa branila naslov svetovnih prvakov, a je 4 kazenskimi sekundami končala na 5. mestu. Do medalje jih je ločil le en dotik vrat manj, zato ekipa z dosežkom pričakovano ni zadovoljna. Mednarodna plavalna zveza FINA je Petru Johnu Stevensu tudi uradno potrdila svetovni mladinski rekord. Na lestvici 22 disciplin, kjer prevladujejo rekorderji Združenih držav Amerike, Avstralije, Nove Zelandije in Rusije, je odslej tudi Slovenec, ki se je v zgodovino zapisal lani 30. avgusta z izvrstnim plavanjem in osvojitvijo naslova svetovnega mladinskega prvaka v disciplini 50 metrov prsno. V nedeljo 13. aprila, ravno na svoj rojstni dan, je tenisačica Eva Kalan zmagovalno vstopila v poletno tekmovalno sezono. Članica teniškega kluba Spin Medvode je na turnirju v Domžalah osvojila 3 zmage med starejšimi tekmicami v kategoriji U14 in osvojila končno zmago. V 6. krogu lige za prvaka je članska vrsta košarkarskega kluba Tinex Medvode 97 proti 88 premagala Krško in v konkurenci 18 ekip osvojila končno 5. mesto na lestvici 3. SKL. Medvoška košarkarska vrsta v prihodnji sezoni tako ostaja v 3. ligi, a z močnim ciljem, da se vrne v 2. ligo. Po 22 krogih 3. slovenske nogometne lige Zahod se članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode trenutno nahaja na predzadnjem 13. mestu. 6 zmagami, 4 remiji in 12 porazi so jezerjani uspešnejši le od kamniškega Kalcita, na vrhu lestvice pa kraljujejo tolminska ekipa pred Kranjsko Zarico in Zagorjem. To je bilo v majski oddaji vse. Izkoristite sledeče sončne dni tudi za športne aktivnosti. Se vidimo znova v mesecu juniju. Nasvidenje!